Brez tega ni življenja zdaj, ne? Ker mislim, avto moč imeti. Če priješ ko na kmete, ki sem jaz prišla, bi bilo krasno, da bi ga imela, ne? Ker zdaj tle trgovine nimamo take, ne? Pa s otrokom bi lahko šla, ne? Ko oni morajo sem prideti, nazaj peljati, to malo manjka, ne? Ampak se pridejo, no, ampak jaz bi pa tudi šla, ne? Da greš majhen ven, ne? To mi pa manjka, res. Čeprav imam izpit, nisem pa vozila, ne? To je tista napaka, ki sem jo naredila, ne? Takrat, ko narediš izpit, imaš volo. Bi mogel predzvoziti, ne? Jaz pa nisem, en par let nisem. Mi je bilo kar v redu, da sem zraven sedela. Nisem pa pomislila, da me je kot stara ratala, ne? Da mi je rabila izpit. Nisem mislila, da bo on umrl, ne? Tako se je pa zgodilo, ne? Ko se rodijo otroci in ponavadi mame poskrbimo za otroke in za vso to spremljevalno logistiko, moški pa prevzamejo volan na teh daljših vožnjah. Je to ravno ta čas, ko se potem začne samozavest voznic v primerjavi s samozavestjo vozniki razlikovati. Mi smo leta 2018 že več kot 200 voznikov po vsej Sloveniji povabili na simulator vožnje. In že takrat smo videli, da recimo več kot polovica voznikov je svojo vožnjo ocenila kot odlično ali zelo dobro. Žensk, se pravi voznic, ki bi se tako dobro ocenile, je bila pa že pod polovico. Pri tem pa je najbolj zanimivo, da ko smo primerjali rezultate, se znanje pa ni razlikovalo. Ženske so vozile vsaj tako dobro kot moški, pada pa naša samozavest. Pri starejših voznikih je pa ta razkorak res še večji. Se pravi, medtem ko znanje ne nujno pada, se samozavest, občutek varnosti znižuje. Posledično čez nekaj desetletij pripelje do te situacije, da potem, ko ostanejo same pri hiši z avtomobilom, niso več dovolj samozavestne, da bi šle na daljše razdalje. Je pa to, da smo samostojno mobilni, res nam daje občutek avtonomnosti, svobode, samozavesti in tudi neke kakovosti življenja.